Bogdan, beseda bo zopet tvoja. Režijo prosim, da uredi pregled tako, kot je bil prej, da bojo videli malo tebe, malo prezentacijo. Tako da imaš besedo. Hvala, jaz bom še majčkeno govoril o testiranju dostopnosti. Imel sem pripravljen zelo praktičen slajd, ampak glede na omejen čas to žal ne bo šlo skozi, tako da tukaj bomo zdaj popraskali vrh gore. Zdaj, kar lahko merimo, lahko tudi izboljšamo, ne. Tako kot je kolega prej povedal, pač avtomatska orodja so uporabljena za ene indikacije. In tako kot je bilo vprašanje v publiki, ja, obstaja mnogo avtomatskih orodij, dejansko. Nekatera so zastonj, nekatera ne, nekatera so open source, nekatera ne. Sam sodelujem dejansko pri ekipi, ki skrbi za te teste, ki jih ta avtomatska orodja uporabljajo. In tam vključil sem se pa ravno zaradi tega, ker je tudi mene motilo, da eni testi so v redu, eni ne. Zdaj, kakšno imamo to, če nekaj lahko merimo, ne, moramo seveda vedeti, da to, kar merimo na prav način. In to žal pač idealno bi mogli te testi vsi biti 100%, pa žal niso. Tako da med temi avtomatskimi orodji ne bom zdaj našteval, ker jih najdemo milijon, pa jih bomo dali tudi v dokumentaciji, so nekatera, ki bi rada čim več odkrila. In se rade hvalijo, ja, mi pa pokrijemo, ne vem, 50% smernic. Medtem ko so na eni strani, na drugi strani nekatera, ki bi pa rada čim bolj prav odkrila. Tisto, kar odkrijemo, je res napaka. In tukaj se moramo spet zelo zavedati, da avtomatska orodja lahko samo najdejo napake, še to se včasih lahko zmotijo, a ne. Tako da vse te statistike so žal pač včasih majčkeno nerealne, ampak vseeno pa služijo za zelo dobro indikacijo. Zdaj ravno pred enim tednom nazaj, največja študija na svetu, ki jo delajo avtomatsko orodje, ki je sicer zaprtega tipa, naredilo milijon najbolj pogostih, najbolj popularnih spletnih strani na svetu, so našli, da samo 4,1% dejansko ni imel nobene očitne napake. Spet, to ne pomeni, da je brez napak, to ne pomeni, da je dostopno, to samo pomeni, da orodje ni našlo nobene napake. Zdaj, poročilo inšpektorata, ki ga imamo, našega slovenskega, ki so kolegi zdaj z nami, pač 5 od 116 strani pri enostavnem preverjanju, ki zajema samo omejeno število teh kriterijev, ne, niso našli nobene napake. Spet smo tam na 4,3%. Zdaj, če bi šli vse te strani delati pač ročno, kar bi bilo seveda zelo časovno potratno, bi verjetno odkrili, da imajo da imajo skoraj vse napake. Mi smo pa lani za naš projekt, ki smo ga imeli ob Global Accessibility Awareness Day, torej globalni dan za zavedanje o dostopnosti, naredili eno testno študijo in smo pregledali 1138 spletnih strani zavezancev javnega sektorja in odkrili dejansko, da ta orodje, AKS, je bil v ozadju, je pa našel, da je bilo samo 2 promila, ki nista imela niti ene napake. Tako da dejstvo je, da s temi orodji se absolutno da veliko narediti, ampak je treba pa imeti za rezervo, ne. Če gremo lahko na naslednjo drsnico. Zdaj, samo da si poenostavimo, zakaj ti standardi sploh so, a ne, mogoče ne ve vsak. Zdaj, začetek spleta so bili samo besedilo. Povezave, hiperpovezave, kakor se reče, pa besedilo, ne. Potem so uvedli slike. In so razmišljali, okej, kaj pa naredimo, če uporabnik nima dobrega interneta, če mu pade ven povezava in tako naprej. Ja, pol mora imeti ta slika seveda eno alternativno besedilo, tudi zato, da recimo slepi pa Google pač razumejo to sliko, ne. So naredili alt atribut, a ne. In ta standard, če gremo kar naprej, se je pač prelil v ta WCAG. Tukaj je zelo kompleksna slika, ki kaže 4 peresno deteljico, v sredini je WCAG, ki je razdeljen na 4 peresa. Zaznaven, upravljiv, razumljiv, robusten. In to je ta bistvo celega WCAG-ja. In spet, to je odraz življenja. Potem je Evropa naredila še svoj standard, ki zajema WCAG, plus dodaja neke nove stvari, ki niso še v WCAG-ju, recimo biometriko. In vse to naj bi bilo tehnično agnostično, kar se mene tiče, zelo težko. Ker če vemo, da imamo spletne strani, mobilne aplikacije, e-knjige, dokumente, pa zdaj še ne vem, navidezno resničnost ali pa virtualno resničnost, kakorkoli,
se moramo zavedati, da ta standard je mogoče majčkeno preveč optimističen. Veliko lažje bi bilo, če bi ta web Content Accessibility Guidelines res bili samo za web in bi bilo tam jasno in glasno napisano, uporabi to, da bo to dostopno. Ne. In kaj prej kolega govoril o onih understanding VCAG, ne, tam imamo zelo veliko, mislim, da je več kot 400 različnih tehnik, kako naj bi naredili nekaj dostopno. Ampak, če vsi vemo zelo dobro, koliko je splet, v bistvu pa tudi ne nazadnje cela tehnologija, ko gre hitro naprej. In zdaj, če gremo toliko hitro naprej, te smernice, preden gre to čez, ne vem, 20, čez en kolegi 20 ali pa 100 strokovnjakov, da naredijo nek standard, ne, to zelo traja. Zaradi tega pač so probali biti zelo agnostični, kar je malo slabost. Ampak to toliko za eno ozadje. Zdaj, kaj ima to s testiranjem? Seveda, mi testiramo po tem standardu. Standard si je zadal, da dejansko, da bo agnostičen, pa da bo pač, da se ga bo dalo aplicirati za vse, kar je digitalno. Kar ja, je včasih težko, ker so neke interpretacije pol, ki se ljudje izgubijo, potem pa, če dodamo še podpornost, pač koliko brskalniki implementirajo te standarde, koliko bralniki zaslonov implementirajo te standarde, pol dobimo zelo neki pač kar zahtevno zadevo. Ampak, če gremo eno naprej še, prosim. Imamo 3 možnosti testiranja trenutno. Prihaja še ena, ki je ziher vsi slutite, ne, tako imenovana strojno učenje itd., ampak dejansko se vse nekako prepleta. Imamo avtomatsko neka orodja, ki samodejno preverjajo samo en nabor, tisto, kar je možno pač v kodi, z nekimi statičnimi analizami, torej dejansko gre gledati kodo in preveriti, če je ta koda v redu, potem ena, ki so malo bolj napredna, grejo gledati, kako je ta zadeva na zaslonu narejena, pa iz tega kaj vam potegne, ampak ja, pač en omejen nabor, definitivno. Potem imamo polavtomatsko, ki dosega bistveno boljše rezultate, kolega omenil accessibility inspektorja in tam dejansko nas orodje vodi, naredi to, ok, se odpremo daleč, ok, kako gremo zdaj. Tukaj dobimo boljše rezultate in potem imamo seveda ročno. To ne pomeni pač brez orodij, to samo pomeni, da moramo ročno preverjati. Zdaj pač četrta, ki pa prihaja, pa pač strojno učenje, machine learning itd., ki je pa dejansko kombinacija sploh prvega pa drugega. Pač se dodaja te možnosti, ampak zaenkrat še kar v povojih ali pa zelo zaprto. Se pravi, moramo dejansko plačevati kar veliko denarja. Če gremo kar naprej. Če samo pomislimo, tako kot je bilo rečeno, da imamo mi 1000 strani, ki jih moramo pač preveriti, na vsaki 100 kriterijev. Dal sem primer, da je lažje zaračunati, in za vsak kriterij rabimo enega na minuto, eno minuto. To pomeni, da rabimo 69,44 dni brez spanja in hrane, da to preverimo, in to je seveda slabost. Včasih lahko kaj spregledamo, sploh kakšne zadeve, ki so zelo skrite v kodi, in včasih lahko tudi kaj različno tolmačimo, kot sem pojasnil, zaradi te agnostike. Prednosti so seveda kvaliteta in pa zajem podatkov. Tukaj lahko dokumentiramo, učimo umetno inteligenco na podlagi teh najdb, ki jim damo zraven še recimo rešitve. To so pa prednosti. In zdaj, če vidimo to za kontrast, če gremo kar na naslednjo naslovnico, moramo razumeti, kaj ta avtomatski test sploh naredi. Pri eni sliki, zdaj vsi, ki pač poznate vsaj malo, kako slike pač delajo kodi, ali sliki manjka alt atribut, to je absolutna napaka. Spravi, tukaj avtomatsko orodje ne bo falil. To je 100% napaka in tukaj vemo, ok, ni dostopno, zato ker nima alt atributa. Druga vrednost alt atributa je enaka imenu datoteke, ki je DCM0001 ali pa še kaj hujšega. Javi napako, ker tukaj vemo, da to definitivno ni primerno alternativno besedilo. Potem je pa naslednja, ali je alt atribut prazen. Potem pa naslednja, ali je alt. In tukaj pač ne moramo vedeti. Tudi orodje ne more biti tako pametno, čeprav uporabimo, ne vem kaj, ChatGPT, kakorkoli, ali je to res dekorativna slika ali ne. To pač mora biti stvar še vedno človeške ovrednotenja enega človeka, ki razume zadevo. In potem vrednost alt atributa vsebuje manj kot 5 znakov. Tukaj je spet javi opozorilo, ker to je zelo verjetno napaka. In že s tem primerom vidimo, da dejansko pisati te avtomatske teste in s tem imeti zelo, bom rekel, verodostojna in zanesljiva orodja
rata zelo hitro nemogoče. Zaradi tega pač ta orodja so uporabna, še posebej v prvih dveh točkah, a ne, ko vemo, da je to napaka, v ostalih treh je pa to polavtomatsko orodje. In tukaj pride do tega, ne, do tega razkoraka. Zdaj, če gremo na naslednjo, ja. Če pomislimo spet na teh 1000 strani, pa vzamemo eno avtomatsko orodje, a ne, pol dobimo približno, ja, odvisen pač od orodja, približno 1 stran na minuto gre, po mojih ocenah, seveda, zdaj ne bom šel v detajle, da imamo lahko več vzporednih, ampak slabosti so pač, da odkriva le očitne napake. Orodje nikoli ne bo reklo, ta stran je dostopna, nikoli. Ker kot ste videli, ne more oceniti, niti samo najde napake, očitne napake. Pokriva približno 15 VCAG kriterijev, torej daleč od tega, da bi celotne smernice pokrivali. In pa ja, kot je kolega povedal, včasih se zmotijo, ne. Včasih so tudi hrošči, pač to je software, to ima napake, redni popravki so v bistvu skozi na teh orodjih, ker pač najdemo situacije, tudi ko je orodje bilo pretentano, to dobesedno. Imeli smo primer, ko orodje ne najde nič napak, pa je bila totalno nedostopna stran. Tako da ja. Ampak ja, prednost je pa glih to, a ne. Če imamo 1000 strani, rabimo 25 minut in imamo neko okvirno sliko. Zdaj, če ne najde nič napak, vemo, da je to zelo dobra stran, dejansko, a ne. Ker vemo, da so vsi ti, ki so delali stran, še posebej pa to, kar je v kodino, da je bilo narejeno z nekim zavedanjem, ne. Če ima teh 1000 strani 5000 napak, pol vemo, da bo to porazno, tudi ko bomo šli ročno delati, ne. Torej, odlično je za rigidna pravila in tukaj pride pa mogoče najbolj v poštev, ko recimo en programer dela kodo in ima v ozadju bom rekel, majčkega robotka, ki preverja, kaj piše, in bo uporabil ARI atribute, mu ne bo treba iti v specifikacijo gledati, a jih je prav uporabil. Ker mu bo ta statična analiza, ki je del njegovega pač vmesnika za programirati, mu bo tako javila, ups, tale ARIA pa ni ta prava v kombinaciji s tem in tako naprej. Spet ni odlično, ni perfektno, ne pokriva vsega standarda, ampak zelo pomaga. In pa ja, seveda, prednosti ali pa kakorkoli vzamemo, pač ne rabimo nekih ful predznanj, no. Kot sem prej povedal, čisto vsak od nas lahko gre na splet, pa napiše not page speed in bo našel od Googla stran, ono stran da svoj URL naslov, ki mora biti seveda javno dostopen, in dobi 4 indikatorje. Prvi je, ne vem, performance, SEO in tako naprej, en izmed njih je dostopnost. Tako da to je ena mogoče res, če nimamo niti možnosti inštalirati orodja, ena varianta, da dobimo vsaj neko indikacijo. Ampak se moramo pa vsega tega zavedati. Zato so neka pravila, ki so zelo statična, zelo rigidna in se jih da tudi zaobiti, tako da ni to zdaj, da bomo rekli, zdaj sem pa dostopen, zato ker sem dobil tam recimo 100 od 100 točk, treba brati drobni tisk. Zdaj pa, če gremo lahko še naprej. Tukaj imamo en primer, ki sem našel slučajno, ko sem šel gledat en zdravstveni dom. Alternativno besedilo slike EFPC_SLO. Na sliki pa vidimo, da je to trajnost v osnovnem zdravstvu, od zavedanja do ukrepanja. EFPC konferenca, Ljubljana, Slovenija, 15. do 17. september in tako naprej in tako naprej. Torej, totalno neustrezno alternativno besedilo, uporabljeno celo kot povezava, tako da ko bralnik zaslona pride na to povezavo, dobi EFPC_SLO. In to je, tukaj vidimo, da je orodje reklo, da je to v redu, ker je pač zelena ikona, to je ta Wave orodje, in absolutno naroben rezultat, a ne. Tako da ja, dejansko so vsa ta avtomatska orodja bolj, bomo rekli, prst v zrak, a ne. Nam pomagajo, najdejo očitne napake, recimo, če bi tukaj manjkal alt atribut, bi dobili rdečo ikono napaka, a ne. Seveda ni samo ikona, ampak ja. V glavnem, hočem to povedati, da dejansko rabimo znanja tudi, ko uporabljamo orodja, ne gre brez tega, ampak neka indikacija pa je. Moramo pa vedeti, da tudi če ni nobene napake, najde orodje, to še vedno pomeni, da jih je potencialno lahko še 90% smernic narobe, a ne. Zdaj pa še nekaj bi samo dodal, pri prejšnji sliki. V tem primeru izvajalec nima nič s tem. Tukaj je uporabnik, uporabnica, ki je pač mogoče sploh ni vedela, da ima to polje za alternativno besedilo za izpolniti.
mogoče to neko avtomatsko na podlagi slike se jo v sistem prenesli. In tukaj je spet ta odgovornost, do katere bomo še odgovorili. Tako da neki so seveda izvajalci, orodje, neki pa uporabniki teh CMS-jev in ostalih sistemov za urejanje vsebine. Če gremo naprej. Zdaj tukaj pa vprašanje v bistvu za vsakega od vas, naj se vsak pri sebi vpraša. Kako dostopnostno zrelostna je organizacija? Če odgovorimo na vprašanje, ali veste, kako dostopnost preverjati pri vas, ne vem, potem smo na začetku. Oziroma, dobro, da ste danes sploh tukaj. Najlepša hvala, ker to je prvi korak. Druga je dizajn. Dizajn preverjamo mogoče kontraste. Tretja je avtomatski testi. Četrta je pa avtomatski. Peta ročno preverimo povečave in tipkovnico. Šesta sistematsko preverimo najpogostejše potencialne težave. Sedma je v bistvu že tisti, ki je pa že kar vrhunsko. Gremo sistematsko po VCAG Evaluation Methodology gledati stran. Osma je gremo sistematsko po celotnem SIST EN 301-549 standardu, kar je dejansko to, kar dela inšpekcija pri polnih pregledih. Deveta, preverjamo poleg tega, ker smo vse to naredili, še z zunanjimi specialisti. In pa seveda 10. najboljša je pa, da preverjamo tudi z osebami z oviranostmi. Dejansko, tako kot je prej kolega iz publike povedal, ni bilo težko popraviti stran, ko so imeli nekoga, ki jim je znal povedati, kaj je narobe, pa kako mora popraviti. In dejansko tisti, ki znajo dobro testirati, morajo tudi znati dobro napisati, kaj je treba popraviti. Sprav, če gremo gledati tega številka 7, pa sistematsko preverjanje, jaz, ki delam te analize, mislim, to je standard, to je industrijski standard, da ni dovolj, da samo to pa to je narobe, ampak dejansko, če naročimo analizo, moramo dobiti to pa to je narobe, tako pa tako se popravi. Ker drugače tak test ni nič vreden, če samo dobimo, imate 1500 napak. Tako da, če gremo lahko kar naprej, spet naš čas preganjam. Hitri testi zelo osnovno, kot znanja, metode, pa odgovornosti, pa sodelovanja. Specifični testi za našo vlogo se mora vsak zavedati. Dizajn mora vedeti zase, koda mora vedeti zase. Seveda so tisti mostovi, ki morajo sodelovati, ki sem jih prej omenil. Potem imamo dizajn, koda, vsebine, potem na koncu še celota, ko je ko so vsebine na strani recimo ali pa v aplikaciji. Ni dovolj, da imamo samo platformo dostopno, mora biti tudi vsebine. Spremljanje trendov, to se da z avtomatskimi orodji recimo narediti zelo dobro, da imamo vsak teden poročilo, zdaj smo dobili 5 zlomljenih povezav, pa 5 dostopnostnih napak. Obstaja taka orodja, ena so celo zastonj, tako da tukaj je spet samo ozaveščenost. Nato so seveda izjave o dostopnosti, ker ne more biti tam neka mrtva črka na papirju, ne koristijo nobenemu, ne pišemo jih zaradi inšpektorjev, pišemo jih zaradi oseb, ki jih zanima, koliko je stvar dostopna, in brez da jih posodabljamo, nima smisla. Mora biti up to date, kakor se le da. Dokumentacija produktov, to je z roko v roki za to izjavo o dostopnosti, ampak nadgradnja. Tudi dokumentacija, kako recimo CMS uporabljati, da bomo naredili nekaj dostopno in tako naprej. In potem pridemo tudi do priložnosti. Mi lahko nek CMS izboljšamo, da dejansko uporabniki delajo še bolj dostopno. Recimo zdaj je zelo trendovsko imeti ChatGPT za opis slik, ki seveda ni odličen, ampak ko ga ročno popravimo, lahko zelo hitro dobimo dobra alternativna besedila, brez da bi rabili vse pisati iz ničle. In pa seveda izboljšava procesov in metod. Kakor vidite, tole vse skupaj je dejansko soodgovornost cele organizacije, bom rekel cele te produktne linije. Od, ko se prijavljamo na razpis, pa do podpore uporabnikov. Zdaj pa čas je že skoraj potekel, če gremo lahko samo še naprej. Primer slabe prakse, ni komunikacije, dizajn pa da samo vidno izkušnjo, to sem že povedal. Kodiranje implementira samo to vidno izkušnjo, dostopnost testiramo čisto na koncu, tik pred produkcijo ali pa celo, ko je v produkciji. In za odpravo večjih napak, tudi če vemo za njih, pol itak ni časa. Rato je nek tehnični dolg, ki se nabira in ga noben niti ne gleda. Testiranje na desni, bi jaz temu rekel, na desni, zakaj na desni, spet beremo iz leve proti desni in na desni je tisti, naj bi bila produkcija, na levi pa začetek. Torej neučinkovito in drago. Če gremo naprej,
Dobra praksa, kot sem že prej govoril, bom sam na hitro ponovil, dizajn naredi svoj del, kodiranje naredi svoj del, skupaj se uskladita. Potem so pa seveda še vsebine. Tisti, ki dobijo to orodje v roke, spletno stran, morajo vedeti točno, kako bojo naredili, da bo ena slika dostopna, kako bojo naredili, da so dobre povezave, hierarhijo, opise napak v obrazcih in tako naprej. Tukaj govorimo o pomik testiranja na levo, kar dejansko pomeni zelo zgodaj in pa redno. In ta pomik testiranja v levo izhaja iz avtomobilske industrije, so ga na Japonskem najdeli, ki so delali avtomobile. Če so testirali avtomobil na koncu, so videli, da so imeli kar težave. In v softwarju je pa to pač toliko lažje aplicirati dejansko, da imamo testiranje zelo redno. In v samem, bom rekel, v tem testiranju, pač v poklicu testiranja je to že zelo ustaljena praksa. Nima pa še dostopnosti čist. To moramo spremeniti, če hočemo imeti pač rezultate dobre. Naslednja slajd. Torej, avtomatska orodja imajo pomanjkljivosti, so pa vsem koristna. Če nam avtomatsko orodje reče 100%, je to dejansko šele začetek, plus to, da nas lahko goljufa. In tukaj pa pridemo tudi do vtičnikov. Vsi vtičniki dejansko slonijo na teh avtomatskih testih, ker drugače ne more najti napak. In če vidimo, da ta avtomatska orodja najdejo, do 20% napak, pa še to sem zdaj zelo rekel, tako zelo optimistično, kako bo potem en vtičnik kar popravil 100%. To ne gre. Tako da je treba paziti pri teh vtičnikih. Jaz nisem eksplicitno proti, ampak žal praksa kaže, da ko imamo vtičnik na strani, je ta stran zelo nedostopna. Ključno pa predvsem tem pa je seveda sistemsko izobraževanje, deljenje znanj ter izkušenj. To je neka kultura dejansko. In to zdaj, jaz sem bil v situaciji, ki sem to probal od spodaj navzgor narediti in se rabil leta. Če to pride iz vrha organizacije navzdol, bo to, mislim, da bistveno hitreje. Plus seveda, da imamo resurse, pa denar in čas. In pa ne smemo pozabiti, ko naredimo tisto, kar je v naši moči, moramo vključiti tudi uporabnike. Moramo, dizajn mora že vsebovati persone, ki imajo oviranosti. Dizajnerji imajo zelo radi persone, pač ciljno publiko. In če že tam vključimo neke oviranosti, potem smo skoraj zagotovo nekaj naredili, da bo dostopnost boljša. Naslednji slajd je pa nagradna igra. Za vse, ki pač vas zanima, pošljite na info@a11y.si, naslov maila nagradna igra, vsebina naj bo pa vaš URL in bomo žrebali 3 in naredili pač 3 hitre teste in vam jih poslali. Čist samo vam seveda. To je to. Zdaj pa upam, da imamo še par minut za kakšno vprašanje. Kar pa imamo čez vprašanja, bomo odmor skrajšali pa ukinili, če se strinjate. Tako da v chatu je bilo še eno vprašanje, če pravilno razumem. Ne? Ima kdo iz publike vprašanja? Jaz bi sam nekaj dodal, ko sem Seveda. sem prej pozabil. Glede teh podizvajalcev, na to, kar sem prej govoril, ravno glede teh vtičnikov. Mnogokrat se v bistvu naredi, da zavezanec oziroma nek zavezanec, ko postavlja spletno stran, se obrne na podizvajalca v dobri veri, da mu bo ta pomagal, in potem mu ta podizvajalec prav mastno proda nek vtičnik, ki ga je zloadal z GitHuba in ga implementiral v 5 minutah. To se žal zelo pogosto dogaja. Mi se na inšpektoratu v bistvu tudi zelo trudimo, ravno to, kar se je prej omenjalo, da zavezance tudi obvestimo, da naj pristopijo k temu že prej, pa se pravi tudi sami preverijo, če so zadeve dostopne, pa da vtičnik pač ni neka alternativna rešitev. Lahko reš, kakor je prej Bogdan rekel, lahko reš mogoče 1, 2, 3 stvari, poprav, če res mora biti nek tekst na sliki, bo lahko tam rešil kontrastni tisti vtičnik, ampak kaj širšega pa žal ne. Igor? Jaz mislim pa, ko slabovidna oseba, ravno to, ni vezi vtičnik gor, da ne vidiš, ker imaš povečano. Kot oseba slabovidna, ki imaš povečavo na ekranu,
če ne veš, da je vtični gor, si z njim ne moreš pomagati, ker ne veš, da je gor. To se pravi, za nas je nekoristno. Ne se pravim, da... Jaz, če mi ne povejo, da je vtični gor, jaz ne vem, da je in dejansko lovim po spletni strani. Ker imam pač povečalo, ko imaš nekje čez 200 povečalo, je situacija nemogoče uporabljati. Če pa veš, da je, pol ga pa iščeš, ampak ti ne pomaga dosti. Če gremo čisto mora biti tak spletna strana, mogla bi biti tako zasnovana, da tudi če povečamo se pravi na širino 320 pikslov, bi se tudi vtičnik še zmeri mogel videti. Ti ga ne vidiš do kotu. Ali pa kjerkoli levo, desno. Ker že tebi avtomatsko, kada ti povečuješ, ti po ekranu drugače razporedi. In to je recimo pri slabovidnih, ker dejansko dosti uporabljamo, ker ogromno, mislim, dejansko uporabljamo kar avtomatsko povečala iz računalnika, ne? In ne vidim, mislim, ti ne pomaga. Gospod inšpektor? No, jaz bi pa še rad mogoče še dodal na to temo, kako zelo je potrebno izrekati globe. Mogoče še to, da prebivalci Republike Slovenije recimo ne potrebujejo globe, da bi kaj želeli ali pa praviti. Recimo tukaj vam damo primer, kako smo mi v 3,5-urnem dogodku 12. decembra pri izteku prejšnjega leta imeli predstavitev najpogostejših napak po zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, kjer je sodelovalo na dogodku 674 udeležencev. Spravi, to je res želja ljudi, da v bistvu napredujejo v tej smeri. Spravi, 674 udeležencev, 3 ure in pol. In ta dogodek bom zdaj 22. aprila, kaj že prej Gašper Žubar povedal, bomo prebili 20. aprila. Prepričano pa našla tako število udeležencev. Zato ljudje so pripravljeni napredovati, želja je velika, sama je materija težka. In zahtevna. Preko Zooma je prišlo še eno vprašanje. Bogdan, mislim, da si ti najboljši, da na njega odgovoriš. In sicer vprašanje je, da oseba predvideva, da ta avtomatska orodja potem niso primerna za zaprte sisteme. Kaj praviš? Ne, brez problema se da to narediti, da je primerno. Zdaj, ena stvar so pač, imamo razširitve v brskalniku, ki so lahko uporabne v zaprtih sistemih. Zdaj, če smo zelo, zelo striktni, je treba pač paziti, kaj one vsem probajo preveriti, ker lahko pač kakšna informacija gre ven. Če pa imamo možnost, se pa da to tudi inštalirati v čisto zaprt sistem, brez da bi ta avtomatsko orodje karkoli ven v bistvu pošiljal. Tako da tehnično to sploh ni problem, to je stvar, ne vem, odvisno pač kaj hočemo, ampak mi smo recimo naše orodje razvili kar hitro. Ga sicer se izpopolnjujemo, mogoče ga bomo tudi kdaj ponudili, bomo videli, ampak dejstvo je, da je ta odprta koda, v kateri probam jaz tudi sodelovati, se mi zdi res, da je neka taka demokratična možnost. Seveda pa so različna orodja, ena so zaprta, ena odprta, pač prednost od zaprtih orodij je, da so vložili mogoče milijone v razvoj svojih algoritmov, prednost odprtih je pa, da se jih lahko vsak vsaj malo znanja pač računalniškega namesti in jih prilagodi pač svojim potrebam. Ampak ja, da se, zaprte sisteme se da reševati. Zdaj celo prihajajo v bistvu avtomatske orodja za mobilne aplikacije. Jaz sem ravno dobil en beta dostop od ene firme iz Nizozemske, ki so spet omejena, ampak za recimo mobilne aplikacije tega zelo manjka, tako da sem zelo vesel, da se nekaj premika tudi tukaj. Ampak ja, jaz orodja uporabljam vsak dan, jaz pač programiram in jih imam v svojem tem vmesniku, kot tiste varovalke, da mi ni treba vedno standarda gledati. Potem imamo seveda tudi orodja, ki so recimo za poročanje deležnikom, se pravi za management. Naša stran ima pa danes toliko napak v backlogu, se pravi v tem dnevniku vseh odprtih zadev, nam je zraslo to pa to. Tako da dejansko je treba imeti nek sistemno ozadje. Ni dovolj samo orodja, kakor ste videli, tudi znanje je treba. Zdaj že samih smernic je veliko, potem so še te, ki je gospod iz inšpektorata povedal, te dokumenti razumevanja teh smernic,
pa dokumenti vseh napak teh smernic, pa potem, če dodamo še sam EN standard, pa smo na, mislim, da je tam ene 500-600 strani A4, če bi to natisnili, boh ne daj natisniti, ampak sam povem, to, da si boste predstavljali. Potem pa, če dodamo v to še pač razlike med platformami, razlike med bralniki zaslonov in tako naprej, pač rabimo prakso. No. In mene samo žalosti, da pač standard VCG je iz 5. maja 1999, sem takrat maturo delal in nisem slišal zanjega do 2013, ne na faksu, ne na bootcampih, ne na ne vem kje. In šele zdaj, zadnjih, po koroni, no, pa mogoče ena izmed redkih prednosti korone, je, da se je začelo malo več o dostopnosti govoriti, ker so pač ljudje videli, kako je to, mogoče malo bolj na svoji koži, mogoče malo bolj empatično. In ja, dejansko VCG 2.0 je od 11. decembra 2008 in da tega nimamo niti v šolstvu, da se šele zdaj dogaja, pač je večkrat pozno, za moje pojme. Še eno vprašanje tukaj. Šolstvo, ne. Ja, glede na to, da dostopnost ZRT je zmeri bolj pač popularna, kako to, da ponudniki web frameworkov ne vgradijo že vsaj ta rigidna pravila noter, da bi te že malo programerja spodbudili k programiranju, da ne skompajla, da če ne daš teh stvari noter. Orodja, ampak kot vidimo, so zelo omejena. Tako da dejansko nekaj je pač framework, nekaj je, ne vem, recimo, če uporabljamo Visual Studio za kodiranje, ne, si moramo pač namestiti to orodje. In spet pridemo tukaj do kulture podjetja. Ali ima podjetje namen pač imeti to nameščen, ali je to stvar posameznika, ki je mogoče nekje prebral, da je to dobro. Tako da nekaj pač s tem preprečimo, ampak žal pač so ta avtomatska orodja res, kakor ste videli, ne vem, ta alt atribut, pa take stvari so zelo banalne, ne. Še vedno bolj kot nič, ampak ja, pa z leti to pač ni dovolj. Po drugi strani imamo pa design systems, ki rastejo kot gobe po dežju in zelo redki so dostopni. Tako da dejansko, če mi gremo in iščemo neke odprtokodne komponente, recimo koledar, jih najdemo milijon, dobesedno, od tega jih je pa mogoče 10, ki so dostopni. Se pravi, dejansko moramo zelo paziti pri teh, ne vem, za tiste, ki niste pač v teh programerskih vodah, obstaja pač repozitorij, mislim, da ima 2.500.000 različnih paketov, ki jih lahko namestimo, da si pohitrimo pač razvoj. Recimo koledar rabimo, ok, grem poiskat koledar, najdem jih, kot rečeno, 100.000. In potem grem gledat, če je dostopen in dejansko jih, ne vem, 500 obljublja, da so dostopni. In če nimam znanja in jim verjamem, riskiram, da dejansko sem vzel nekaj, kar pač ni dostopno. Tako da spet pridemo nazaj na znanje, ne. Tako da ja, tako kot je bilo prej vprašanje, ali bi en design system na nivoju države to rešil, bi absolutno rešil. In tudi bi prišparali veliko denarja. Zdaj, če vzamemo pa pač komercialni sektor, ne vem, eni pravijo React, ki je ena platforma pač za razvoj, ni dostopen, kar ni res. Če znamo seveda spet semantiko uporabiti pa vse to. Tako da zadeva je pač temelji na znanju.